Spoštovani in cenjeni gosti. Predvsem pa taka ni. Naj začnemo s tem, da sva oba znanja izjemno razočarana. Niti me nisem osebno poklicala. Sem mogla zvedeti preko Facebooka. Jaz, na primer, sem zvedla na občini. Res se vam ne zdi primerno. Res na polovi smo ti radili, da sem mislil, da to nekaj šteje. Pa si diplomirala tudi. Oba z Robijem sva mislila, da zdaj, ko vodimo oddaje, da bo pa spet lahko vodila te koncerte, kot so jih včasih. Ampak spoštovane, očitno so nekateri predobri za nami. Nimata peres. Robi, čeprav si ti zdaj na televiziji, nocoj nisva na programu. In čeprav si ti na radiju, očitno nismo na isti frekvenci. Vse, kar smo skupaj preživeli, vse koncerte, vse prihode na oder, tako, ker so zdaj, ki si jih naredila za svoje, to med občinstvom in tako ne. Pa vsi izleti z avtobusom, pa gostovanja, Tujina, Hrvaška, Avstrija, Češka. Dobro, v redu Češka, to še ni tako daleč, enkrat smo speli v Murski so. To je daleč. Res ne morem verjeti, da bi nama Anita to naredila. Naša citrarska mama, smo ti rekli. Prva postava, prva žena prvega citrarskega orkestra v Sloveniji. Ja, dokler nas niso začeli Ljubljani in prehitevati, ampak oni so bili že takrat v penziji in so me cajt mladni. Ko smo bili še mi mala deca, ko smo komaj dosegli vse strune s tistimi malimi prstki, ja, mi pa 20 let nazaj, eni 25 let nazaj, lej, vsi smo bili še rosomani. Pa ne vem. Že vem, kaj še smrt reke, nisi videl. Tako prav, pazi, ne vem, kaj. Svet gre dalje, tehnika gre dalje. Ampak mi se še vedno iz tistega časa, veš, ko nas je poslušal. Se spomniš ti Dominik Krt? To, mislim, se je bil res podporen dedi, ampak je pa prav strašno dobro. Kje bi si zdaj, kje zdaj? Jaz mislim, da se Dominik ni pripravila, da izključi tale mikrofon. Dobro? Ampak pustimo to. Pogrešam kitaro. Tudi jaz! Pustimo to, lahko je zdaj vam, ne? Ester. Vi imate zdaj te lahke mize, ne? Ko jih primete na hitro, pa še to vam je gospod Budiš nose. Mi smo bili še v tisti šoli, ko smo rečemo ne stare, težke mize, ko jih je tudi gospod Budiš nose. Povedati je, da smo bili mi tista generacija, ko smo začeli prirejati te koncerte, citrarske večere, ko je bilo vse čisto drugače. Igrali smo tako moderno klasiko in stare ljudske pesmi, Anita je imela vse pod kontrolo, vlak si se zanesel na njo in da bo vse zrihtala, da bo za vse najboljše in po vsakem koncertu smo šli Štefan Čuvar, Dunaj za konflikt. No, v resnici na ljubo danes program izgleda prav tako premišljeno sestavljen. Anita ima očitno še vedno vse pošlihtano in pod nadzorom. Nisem pa ziher, če res grejo še vedno Štefan že na Dunaj za konflikt. Aha, danes gre na pico. Štefan Čuk? Štefan Čuk. Ziher, ne. Šalno stran. Zdaj lahko govoriva v imenu celotne prvotne postave citrarskega orkestra, ko je Anita res nastavila vse, kar je imela takrat in trdno delala, da je ogromno orkestra mladih glasbenikov držala v tempu, hkrati pa skrbela še za vse koncerta, gostovanje, programe, snemanja, priprave in vse, kar pride zraven. Toliko kot je ona dala orkestru, s tem tudi glasbeni šoli, občini in konc koncev v slovenski ljudski glasbi, lahko midva z Anglijo vodiva vsak koncert, dokler sva živa, pa še ne bo dovolj, da jih poplačava, tako da še dobro, da ne noče. Citrarska mami
smo ji rekli zato, ker smo bili res otroci, ko nam je še zaupala in nas budrila, nam opraševala citre, skrbela, da smo bili usklajeni tako na odru, kot na avtobusu domov. In zdaj, ko smo člani razprosteni dobesedno po celem svetu, se res sliši osladno, ampak vse te ure preživete za skupen cilj v varnicah, učilnicah, dvoranah, na odrih, so zaznamovale vsakega od nas, da je rasel v skladu s pravili igranja v orkestru. Zdaj, ne vem, koliko je si igral v orkestru, pa to razumem, da ste zihe. Zdaj, v orkestru je tako včasih, res včasih si solist. Ampak večino časa pa si tam zato, da vse skupaj razumije. Da tisti, ki že znajo postaviti mize, pomagajo tisti, ki so mu prvič na odru in se jim roke tresejo, ne zaradi vibrata, ampak zaradi treme. Pa da ne greš nikoli s svojim tempom, ampak da greš s takim tempom, ki ga vsi zmorejo. Pa da ne zamuješ, da pomagaš nositi opremo, ki če ni tvoja, to se nam še naučiti. Take osnovne stvari, ki te poleg dobrega glasbenika naredijo še dobrega človeka. Ja, in vse to ne bi bilo mogoče brez Anite in zato se ti tu iskreno zahvaljujemo vsi, ki smo imeli čast igrati pod tvojo taktirko. Vsi, ki niso prišli, ker so na drugem koncu sveta. In vsi tisti, ki smo prišli, čeprav nismo bili uradno vladni. Nostalgije, vse to je nekaj, ampak danes tudi to smo poslušali vsi koncerti, mislim, da se lahko strinjamo, da je orkester v najboljši formi, kar je bilo zdaj, zato ker mi Cvetove jeseni nikoli nismo počeli. To je bilo res.